potem največji problem pri uporabi imena Slovani? Torej, čemu je to toliko problematično za slovensko istovetnost? In kaj meniš o razmerju med imeni Sloveni in imenom Slovenci? Ja. Bomo začeli tam, kjer je treba začeti. Namreč ime Sloveni je dejansko najstarejše ime za naše prednike, medtem ko je ime Slovani najmlajše. Vmes pa se je pojavilo še ime Slovenci. To je zdaj čista osnova. Ime Sloveni je bilo v tej obliki zapisano v več slovenskih jezikih, ne slovanskih, ker teh ni bilo. Ti jeziki so bili slovenski, ker so tudi tisti, ki so jih govorili, so se imenovali Sloveni. In Sloveni ne morejo govoriti slovanskega jezika, ampak samo slovenske jezike. No in to ime je bilo zapisano po 6. stoletju v zgodovinskih virih, predvsem pa množično po 9. stoletju. To je bilo v obdobju bratov Cirila in z drugim imenom Konstantina in pa Metoda. In to je splošno znano dejstvo. Ne? Ampak to seveda tudi vedo tako slovenski jezikoslovci kot slovenski slovaški. To je treba vedeti, da Slovaki, jaz jim pravim Sloveni, Slovaki, zato da se ločimo, govorijo tudi slovenski jezik. Ne? Doma so na slovenskem, njihove žene so Slovenke, zato so oni tudi slovenski, ne, narod in izvirni slovenski narod, poleg nas Slovencev. Pa tudi Čehi, Poljaki, Rusi, Hrvati, Srbi, ne vem, Bolgari, praktično vsi Sloveni. Ne. In ime Sloveni pozna več tujih soimen. To so latinsko ime Sklavi ali pa Sklaveni, grško ime Sklabenoj, tudi krajše različice Sklabeni, ne? Potem nemško Dislaven ali pa in tudi Divindiše. Sloveniji pa je najstarejše znano lastno ime, oziroma temu se reče tudi toliko avtonim vseh narodov, ki se danes imenujejo Slovani, Slavjani, Slaveni, Slovjani in podobno. Potem so se iz tega osnovnega imena Sloveniji razvile številne različice. In danes različno govorijo različne ti narodi, ne? Zato skupno ime. Najbliže izvirnemu temu osnovnemu imenu Sloveniji pa sta imeni dveh narodov, ki še vedno govorita oba slovenski jezik. Tako sem že prej povedal, se pravi Sloveno-Slovencev in Sloveno-Slovakov. To dejstvo seveda tudi potrebujejo številni zgodovinarji, jezikoslovci že od 15. stoletja naprej, recimo Pulkava, Bandke, Pelcer, Šafarik, Rovjetski, Venelin, Gilferding, Perwolf, Conte, Trubačev, pa da ne naštevam, ali pa recimo Slovenci, če rečem Popovič, Žiga Valentin Popovič, potem Kopitar, seveda, Miklušič, Trstenjak, Davorin, potem pa tudi številni jezikoslovci slovenski, Josip Šuman, Dragan Šanda, Fran Ramovš, Kidrič, Gazlaj, Korošec, Rotar, Lenček in tako naprej. Zdaj nima smisla tega naštevati, ker bi to lahko trajalo zelo dolgo. In celo, to je tudi zanimivo, sam Peter Štih je v ilustrirani zgodovini Slovencev zapisal, da so sprva, in to zdaj navajam, Slovani so sami sebe imenovali Slovene. Torej, Slovani so sami sebe imenovali Slovene. Zdaj, jezikovni razvoj pri Slovenih, pa tudi pri Slovenih Slovakih jasno kaže, da je bilo pri obeh narodih, ki sta vse skozi, spravi, dokler vemo o sanju, ostala zvesta svojemu izvirnemu imenu in jeziku, pri čemer prvotno ime Sloveni je množina, ne? Slovenija je ednina, Slovenka pa je ženska oblika imena. Pri Sloveniji zdaj govorim. Ne? In samo ti ljudje, ali pa naroda, ta dva naroda, so svoj jezik vedno imenovali slovenski jezik. In nikdar niso spremenili tega imena in ga imenujejo enako še danes. Pridevnik in prislo temu imenu je slovenski, slovensko. Ne? Ime Sloveni je v teh pisnih virih zapisano, kot sem povedal, že od 6. stoletja naprej in se ohranja kot samo ime ali pa avtonim v raznih različicah med različnimi slovenskimi skupinami,
med recimo Slovenci, nami, novgorodskimi Sloveni, pa recimo Sloveni Slovaki. Pa še so bili Slovenci v Veneckem oziroma Baltiškem morju, ki pa so izumrli, pa Slovenci v današnji Nemčiji, severni, vzhodni in južni, ki so tudi se tako imenovali, ampak jih več ni, ker nad njimi je bil pa dejansko izveden popolni rodomor strani Nemcev. In osnovno besedo oziroma koren imena predstavlja Sloven, ki je kaj po definiciji? Je človek slovenskega porekla oziroma tisti, ki pripada slovenskemu narodu. To ime Sloven je samo po sebi ni tvorjeno z nobenimi obrazili, ampak se uporablja kot koren za tvorbo drugih besed. In tako je prišlo do nastanka imena Slovenec, ker je Slovenec je moški, ki pripada slovenskemu narodu in pri tem je končnica ec, samo obrazilo, ki se uporablja za tvorbo samostalnikov, ki označujejo pripadnost ali pa poklic. V našem konkretnem primeru ni to poklic, ampak pripadnost narodu. Čisto preprosto. Poleg imena Slovenec pa imamo še besedo ali ime Slovenka. In v tem primeru pa gre za žensko, ki je pripadnica slovenskega naroda. In ima tudi obrazilo K, Sloven, plus obrazilo K. Sloven, obrazilo ec, je moški, Sloven, obrazilo K, je pa žensko. In to obrazilo v imenu Slovenka dejansko se uporablja za tvorbo samostalnikov, ki označujejo žensko pripadnost narodu, slovenskemu narodu. In kar je zdaj najbolj značilno, tipično in predstavlja enega spet bistvenih dokazov, da sta imeni Slovenec in Sloven dejansko so imeni oziroma so pomenki. Je to, da je ime Slovenka prisotno takrat, ko govorimo o moški obliki imena Sloven, njihova partnerica je Slovenka. Pri moški obliki imena Slovenec je njihova partnerica tudi Slovenka. In kako bi zdaj mi to razložili? Se pravi, recimo, da poenostavimo zadevo. Bili so Sloveni, njihove partnerice so bile Slovenke. In potem so se nekega dne spomnili karkoli in so Sloveni prenehali biti Sloveni in so postali Slovenci. Slovenke so postale Slovenke. In kaj zdaj? To nekako čudno vse skozi zveni, zato ker je to preprosta zadeva, ta ec je nepomemben obrazil. Ampak se pač začel potem v nekem obdobju po 10. stoletju, v 11. ali poznaje, se začel pač uporabljati v sodobnejšem slovenskem jeziku. Samo to je, nič drugega. In to ni prišlo do nobene spremembe, ničesar. Isti predniki so to. Če ne bi mogli reči, ne vem, moj praded Samo je bil Sloven, njegov sin pa je bil pol naenkrat Slovenec, to je nesmisel. Medtem ko tvoja prababica pa je bila Slovenka, pa pol naslednja njena hčerka pa tudi bila Slovenka. Čudno, malo vse skupaj bi bilo. Malo nelogično. Nelogično, no, točno to. Ampak mi imamo še več drugih dokazov za to, da sta ti dve imeni dejansko so imeni oziroma so pomenki. Imeni Sloveni, seveda tudi Slovenci, ter vrstni red, ter vrstni pridevniki slovenski, ne vrstni red, so dokazano znani in so v uporabi zagotovo več kot 1000 let, 1500 let. Že. Zagotovo, po mojem še več, ampak nimamo pisnih dokazov, to zdaj ni bistveno. Ker pisni dokazi pač z nekih obdobij ne obstajajo, ali so bili uničeni, ali so jih takrat sploh ni noben zapisal, ali so se zgubili, to zdaj ni bistvo. Bistvo je, da imamo več kot 1000 do 1500 let, pa imamo dokaze, pisne. In naši predniki so uporabljali tako za poimenovanje lastnega naroda, kot tudi oziroma v smislu vrste. Temu se latinsko reče species ali species, kakorkoli že. To je v ožjem pomenu. Pa tudi širše, za poimenovanje celotnega rodu, to je latinsko genus. In za oboje je med 16. in 20. stoletjem, to je obdobje 400 let približno, v osrednji Sloveniji, se pravi na Krajinskem, Štajerskem, tudi Koroškem, je prevladovalo, Primorju, je prevladovalo ime Slovenci. Medtem ko je na vzhodnem delu slovenskega ozemlja, to je v Prekmurju in pa Porabju, ali pa če rečem temu v Blatenski Sloveniji, pa tudi v Bezjaški Sloveniji, ki je južno, pa na zahodnem narodnem obrobju, to je pa v Beneški Sloveniji, je pa
prevladovalo ime Sloveniji, istočasno. Pa tudi Slovenci, ampak prevladovalo je ime Sloveniji. Se pravi, o tem tudi ni preprosto nobenega dvoma in ga ne more biti pri nikomer. In to je jasno Rusom, Poljakom, Čehom, Srbom, Bolgarom, Hrvatom in drugim Slovenom. Največje težave s tem pa imamo kdo? Ja, ravno mi, Slovenci, Slovenci in Slovaki. Malo čudno, smešno, ampak je tako. Zakaj? Zato, ker nas prepričujejo v nekaj drugega. Zato. Ampak kaj je pa vzrok za to? Kaj meniš? Vzrok za to so interesi. Vzrok za to je ideologija. Vzrok za to je dejstvo, da smo mi na zelo pomembnem zemljepisnem področju, da zapiramo Nemcem dostop do Jadranskega morja. In seveda potem je še en kup drugih vzrokov, ampak mislim, da so ti ključni, kaj sem jih zdaj naštel. Tako da, zdaj, vi ste mene prej vprašali še nekaj drugega, zakaj je uporaba imena Slovani problematična za slovensko istovetnost ali identiteto, ne? Je tako? No, pogledajte zdaj, uporaba izrazov ali pa imen Sloveniji, Slavjani, Slaveni za obdobje 6. stoletja in potem v naslednjih stoletjih, vse praktično do 19. je, kot sem že povedal, tipični anahronizem in je nesprejemljivo in napačno ravnanje. Nekega novo iznajdenega, novo ustvarjenega imena ne moremo uporabiti, pa ga potem nekritično prenesti za 900 ali pa 1100 let, ali pa zdaj ni bistveno koliko točno let, v preteklost, pa z njim zamenjati neko takrat obstoječe ime. In to ime je bilo Slovenija. Zakaj bi pravzaprav sploh nekaj takega naredili? To je ključno vprašanje, ne? Prvič, ker to preprosto ne ustreza dejstvom, več kot očitno je, da gre za neko laž, oziroma za nekaj res jedlo, nekaj, kar ni res. In že to je samo po sebi problematično. Še bolj pa pol nadaljevanje, iz katerega izhaja, da naj bi se Slovenci to, kar nam zdaj prodajo, kar nam hočejo prodati, kot zadnji izmed teh tako imenovanih Slovanov, ki pa sploh ni bilo, kot smo že ugotovili, bi se mi najzadnji med njimi, ali pa med zadnjimi izoblikovali nov narod. To dejstvo nas dela v bistvu neboglene, nesposobne, najmlajše, najbolj odvisne in to predstavlja tudi podlago, iz katere potem razvijajo izrazito protislovensko ideologijo, da smo mi nezgodovinski narod. O tem se tudi zdaj učijo celo na fakultetah zgodovine, celo na filozofski fakulteti, recimo. To je tako imenovani češki Horohov model. In tipična predstavnika nezgodovinskih narodov sta dva. Ne boste mi verjeli. Sloveni Slovenci in Sloveni Slovaki. Tako, ne? To je to. Glede, s tem se naši pripadniki slovenskega naroda ne morejo poistovetiti. In to je največja škoda, ki jo povzroča to vrstno početje, oziroma laži in zavajanja. Se pa vse to počne načrtno. In cilj tega je, po mojem prepričanju, do skrajnosti oslabiti slovenski narod, končni cilj pa je njegovo uničenje. Oziroma rodomor, genocid, kakorkoli, ne. Genocid je tudi rodomor, je naša beseda, ne. In ta rodomor se ne izvaja nujno samo direktno z vojaško silo oziroma z nekim orožjem, ne? Ampak se izvaja tudi z načrtnim vzpostavljanjem razmer, ki lahko povzročijo delno ali popolno uničenje, v končni fazi pa izbris nekega naroda. In za to dejansko gre. To so metode specialne vojne proti Slovencem, ki pa so še bolj problematične zaradi tega, ker večina Slovencev ne vidi, jih ne zazna, jih sploh ni sposobna zaznati, niti razumeti. Ko pa jih enkrat bo pa stanje tako slabo, oziroma malo dramatizirano, bom rekel, hudo dramatično, ne, da bo takrat edina rešitev, bo takrat skrajni ukrepi. To se pravi nezogibno totalni spopad. Zdaj, da ne bom šel pregloboko v to, bom se tu ustavil. In takrat bo pa vsekakor v pravem pomenu prištete izraze besede, ki jih pripisujejo Trubarju, stati in obstati, pa mislim, da še bolj Prešernova prerokba
manj strašna noč je v črne zemlje krili, kot so pod svetlim soncem sužni tlovi. Zdaj, tipični primer take specialne protislovenske vojne predstavlja tudi pisanje Petra Štiha, ki se glasi, pa bom zdaj to navedel, ne. Slovani so sami sebe imenovali Slovene, v ednini Slovenin, pridevnik slovensk, čeprav za to slovansko obliko imena, ki je prvič izpričana v stari cerkveni slovanščini, ni čisto gotovo, da se je nanašala na vse Slovane. To je zdaj v bistvu navedek iz pisanja Petra Štiha v knjigi Ilustrirana zgodovina Slovencev. In sicer se zadeva še nadaljuje, ampak zdaj mi ne bomo danes tu brali tega, ker to je nesmiselno, ne. Nimamo niti časa, da bi to počeli. Mislim, da 2000, če se ne motim, 2000. Se pravi novejša knjiga. Ja, 25 let recimo, da bo zdaj, ne, počasi stara. Ampak zdaj, gledajte, če so Slovani sami sebe imenovali Sloveni, čakajte, kaj je to logično sploh? To pač piše predsednik SAZU-ja, Peter Štih. Ja, kdo jih je pa pol, če so oni sami sebe imenovali Slovene, kdo jih je pol imenoval Slovani? Zato, ker Nemci so imenovali Dislaven, ali pa Divindiše, v latinščini so imenovani Sklavi ali pa Sklaveni, v grščini so bili Sklabenoj ali pa Sklabenoj, Italijani so imenovali Schiavoni, Mađari so imenovali Toti. Ja, kdo jih je pol imenoval Slovani, če so sami sebe imenovali Sloveni? To je že dokaz, to je prvi dokaz, če Štih sploh se ne zaveda, kaj je napisal, ampak to je dokaz, da je prvotno ime Sloveni, ne Slovani. Ampak on tega niti ni znal pravilno napisati in zato zapisal nekaj, kar je samo sebe negirane, samo sebi posmehne. Kdo bi se imenoval sam Sloveni, pa obenem bi se imenoval še pa Slovani. To je norost, ne? In nesmiselno. Zato je v bistvu ta Štihova trditev, da so Slovani sami sebe imenovali Slovene, dejansko neresjedna in zagotovo je napačna. Pa tudi z ničega ni dokazana, ker to sploh ni je bilo, ne. Ime Slovani se namreč pojavilo v češkem jeziku stoletja pozneje, kot je ime Sloveni. Po našem vedenju je to bilo v 15. stoletju komaj. Mi po Sloveniji govorimo za neko 6., 7., 8., 9. in naprej. To je spet 1000 let razlike, skoraj, ne. Samo Sloveni so sami sebe imenovali Sloveni in nikakor drugače. In jasno in logično je, da tisti, ki sami sebe in svoje sonarodnjake, svoje rojake imenuje Sloven, da je Sloven, ne pa Slovan. Več kot 1000 let pozneje, se pravi, okrog 1500 let, bo bolj pravilno, bolj natančneje povedal, je pa vatikansko spodbojeno akademsko preimenovanje se pojavilo, ko so iz Slovenov umetno ustvarjali Slovane, ampak to dejstvo, mislim, to ne more spremeniti dejstev niti v zgodovine. Glede razmerja, ker to še bilo pa tudi eno izmed vprašanj na začetku, med imenoma Sloveniji in imenom Slovenci je stvar pa tudi popolnoma jasna in razčiščena. Jaz sem danes že povedal večkrat, da gre za soimenje oziroma sopomenki. Dokazi, sem tudi že povedal, Slovenka je dokaz, Jurij Venelin pisal je dokaz, ampak pustimo zdaj to, gremo na druge dokaze. Primož Trubar. Pri njemu najdemo eno, oziroma obe obliki imena Slovenci in Sloveni v istem stavku. On pravi, mi Slovenci, ja, zapisal je, ne pravi, zapisal je, mi Slovenci pravimo, jaz verujo v Boga, oli tega Boga, zakaj mi Sloveni to besedo in tako naprej. Zdaj, imamo mi Slovenci in mi Sloveni v enem stavku. In to je zapisal Trubar, to zbravo on imel se za in Slovena in za Slovenca. In mu je to predstavljalo, ni zapisal, da je med tema dvema imenoma kakšnakoli razlika. To je bilo v knjigi Katekizmu z dvema izlagama, z dvejma, no tako se to bere, z dvejma izlagama, ki je šel v Tübingenu leta 1575. Potem imamo en dokaz, je spet Antol Vramec, ta zelo malo poznani štajerski Slovenec, prvi slovenski zgodovinopisec, oziroma avtor prve slovenske zgodovinske knjige Kronika, ki je šla v Ljubljani leta 1578. On je tudi za naše prednike upravljal obe imeni, Slovenci in Sloveni. Enako Jurij Dalmatin, ne?
pa še več je drugih, ampak pustimo zdaj to. Torej imamo več kot dovolj jasnih dokazov, da sta ti dve imeni Sloveniji in Slovenci svoj imeni. In to sem tudi že prej povedal, da dokazujejo tudi beneški, koroški, prekmurski, bežaški Slovenci, ki so ravno tako uporabljali obe imeni, Sloveniji in Slovenci, v 19. stoletju še in celo v začetku 20. Je pa res, da sta bili ti imeni uporabljeni v različnih pomenih. In v ožjem smislu, in v širšem smislu. Ne? Ampak to v nobenem primeru ne spreminja njihovega osnovnega pomena. Oboji so bili nesporno naši predniki in pri obojih o tem ni nobenega, niti najmanjšega dvoma. To je bistvo.